lepo pozdravljeni v moji družbi. Z vami sem Teja in za vas bom pogledala, kaj vam tarot karte napovedujejo za mesec marec 2021. Jaz sem karte želela pozmešati, tako da bomo kar začeli. Zdaj, preden začnemo, bi rada samo še povedala, da so to splošne napovedi, zato ni nujno, da vse namenjeno točno tebi. Spremi tisto, kar se ti zdi, da se poistoveti s tabo, vse ostalo pa enostavno ignoriraj. Zdaj bomo najprej pogledali v bistvu energije meseca februarja in potem za vsak teden v marcu posebej. Februar bomo pogledali zato, da vidite, kaj se je tistega pomembnega zgodilo v februarju, kaj se bo nekako nadaljevalo v marcu in boste potem tudi napoved nekako lažje razumeli in si jo lažje interpretirali v vaše življenje. Vsekakor pa priporočam, da si v bistvu pridete pogledati vsak teden za tisti teden, ki je pred vami in ki je bil torej, da pogledate en teden nazaj in en teden naprej, ker na tak način potem tudi vidite, kaj se je zgodilo v preteklosti, če ste se prav odločili, če ste izbrali prave odločitve in potem lahko v bistvu v drugem tednu potem popravite. Ok, to je mogoče so neki mimogrede. Pravi, mesec februar je prikazan s karto desetica nosev, prvi teden marca desetica mečev, drugi teden marca šestica mečev, tretji teden imamo paž palic in četrti teden imamo trojko kelihov. S temi dogodki bomo pogledali konkretne dogodke, kaj točno se bo dogajalo, da bo povzročilo te energije v vaših življenjih. Zdaj kot za mesec februar imamo šestico palic, devetico kelihov obrnjeno in štirko mečev. S temi dogodki pa bomo pogledali lekcije. Zakaj se vam dogaja to, kar se vam dogaja in kako to izkoristiti na najboljši možni način. Ok, dajmo zdaj najprej tole pogledati. Se pravi, mesec februar je bil za vas nekako zelo dober mesec. Po dolgem času tavanja v temi ste končno našli luč na koncu nekega tunela. Odprli so se vam nove možnosti in mogoče ste celo spoznali, da se vam obeta v prihodnosti nekaj zares lepega ali pa se vam obeta kakšen večji finančni priliv ali pa nekaj bolj stabilnega, recimo če iščete novo stanovanje, se lahko pojavi, da ste našli neko novo stanovanje ali pa kaj takega, no. Zdaj, dogodki, tukaj se vidi neko zmago, vidi se, da ste nekako bili ponosni na te svoje rezultate, zdaj, ker je ta karta devetica kelihov obrnjena narobe, ste lahko nekateri levi bili preveč, kako bi temu rekla, preveč skromni. Niste si upali priznati te zmage, niste nekako na glas povedali za to zmago, kar ni nič narobe v bistvu, ampak nekako vidim to, da eni levi ste bili zelo ponosni na to, ste razlagali o tem vašem uspehu, nekateri levi pa ste se bolj držali zase. Je pa videti tukaj, da v bistvu obstaja nekaj glede te situacije, česar še ne veste. Čutite, da je nekaj boljšega za vsem tem, oziroma nekaj, da vas še čaka, da nekaj še prihaja, ampak nekako niste še prepričani v to. Zdaj, v februarju ni bil čas za akcijo, nekako je bil februar mesec neke stagnacije, sploh potem druga polovica februarja ali pa zadnji teden. Kljub temu, da ste že videli, da se vam odpira nekaj novega, niste še mogli do tega dostopiti. Pač pri vsakem dnevu je to iz različnih razlogov. Dajmo pogledati, kakšne so bile lekcije v vašem v februarju. Imamo trojko novcev in trojko kelihov. Tukaj gre predvsem za neko sodelovanje. Tukaj ste mogli, sploh če ste v krogu nekih treh oseb ali pa recimo treh poslovnih partnerjev ali pa tle ste lahko recimo ljubezenski trikotniki pri nekaterih, čeprav tukaj ne bi rekla, da gre za ljubezenske trikotnike, zato ker tukaj gre potem za neko sodelovanje, torej da se ustvari nek proces, ki funkcionira in ki nekako vse ljudi vključuje v nek sistem in na nekako da vse tri osebe nekako prispevajo v neko skupno energijo ali pa tri situacije, ne vem točno, kaj bi, ampak ne vem, nekako imam občutek, da so tukaj tri osebe, ker imamo v bistvu tukaj tri osebe, se pravi, ena je glavna, to ste vi, in tukaj sta še dve osebi in tukaj je v bistvu vaša lekcija, da nekako vsi trije skupaj ustvarite neko enotnost in sodelovanje, da znate drug drugega spodbujati in nekako si pomagati.
nekako tako. To je bila v glavnem vaša lekcija v februarju in to ste najverjetneje dosegli. Zdaj, eni ste se s tem pohvalili, drugi ne. Veste pa, da vas čaka na tem področju še nekaj boljšega, ampak v tem trenutku še ne morete dostopati do tega. Dajmo pogledati, kaj se bo dogajalo marca. Me že zanima, ker to zaenkrat se zdi zelo tako zanimivo. Ok, v prvem tednu marca imamo desetico mečev, kar nekako nakazuje, da boste v bistvu čutili neke skrbi, neke dvome, neka bremena, ampak ta bremena so bolj mentalnega izvora. Torej, dosti boste premišljevali, razmišljali o vseh mogoče korakih, ki bi jih mogli ubrati in tukaj boste nekako čutili neko nesigurnost v vaše korake. Nekako se vam bo zdelo, da mogoče nimate še dovolj nekega znanja ali izkušenj, da bi lahko to odreagirali na pravi način. Ampak nekako vam čutite, da so te skrbi popolnoma odveč. Dajmo pogledati, kaj se bo dogajalo. Tukaj imamo kočijo, osmico kelihov in zmernost. Nekako vidim, da v začetku marca boste zelo fokusirani na vaš cilj, točno boste vedeli, kaj si želite doseči in tukaj vas bodo medli te dvomi in strahovi, ampak videti je, da recimo prve 3 dni ali pa 2 dni marca boste totalno fokusirani na vaš cilj in vas to sploh ne bo medlo. Zdaj nekje sredi prvega tedna se pa zna zgoditi, da boste nekako spoznali, da nekje nima smisla vztrajati in boste nekaj zapustili. To, da boste nekaj zapustili, vam bo v bistvu dalo ful neke možnosti, da se bolj približate tej vaši želji ali cilju. Zato ne vem točno, kaj bi povedala kot nek primer, ne vem, kaj bi točno izbrala, ampak videti je, da ko boste se odločili nekaj zapustiti, nekaj, kar vas več ne osrečuje v življenju, boste kmalu našli tisto, kar vam je v tej situaciji manjkalo, boste kmalu našli nekje drugje in kljub temu, da se boste znebili vseh tistih drugih stvari, ki so bile dobre, boste spoznali, da s tem, kar ste dobili, to, kar vam je manjkalo, da je to v bistvu tisto, kar potrebujete. Samo to. Nekako boste s tem dobili, v bistvu boste videli pot do tega cilja, ki bo dosti bolj jasna. Videli boste, da je mogoče še dolga, da bo še trajalo nekaj časa, ampak je videti, da vam bo to dalo neko moč, neko znamenje, da se pomikate v pravo smer. Tukaj imamo sedmico mečev in trojko src. Vaša lekcija v tem mesecu bo, in to sem že pri veliko znamenjih povedala, ta karta mi recimo vedno, ne vedno, ampak zadnje čase mi vedno da sporočilo, torej vedno v zadnjih časih mi da sporočilo, da si moraš vzeti tisto, kar ti pripada. Tukaj gre lahko za neke materialne stvari, ampak bolje tukaj mišljeno po mojem, če ti pripada recimo neka pohvala, da nekako izraziš to, da te drugi pohvalijo. Ne vem, recimo tak primer mi je zdaj padel na pamet. Imamo pa še tukaj trojko src. Na nek način tukaj jaz bi rekla, da ta lekcija, da mogoče vi levi ste dostikrat v kakšnih situacijah recimo zahtevali manj kot si zares zaslužite, zato ker vas je bilo strah, da boste s tem nekako nekoga prizadeli ali kaj takega. V glavnem pomembno je tukaj, da premagate to bolečino, da premagate ta ne vem, ni mi točno jasno, ne vem, nekako ne znam najti nekega konkretnega primera, kako bi vam to razložila, ampak nekako je vaša lekcija, da tukaj premagate neko srčno bolečino, da ne glede na to, pač da si izborite tisto, kar vam pripada, ne glede na to, kako bo to vplivalo na druge. Pač včasih je težko tak korak narediti, zato ker nočeš drugih ljudi prizadeti, ampak na koncu pa ostaneš ti brez tistega, kar ti pripada. Tako da kaj je boljše, da pač požreš ponos zato, da bodo drugi srečni, ali pač se pokažeš v pravi luči, poveš, kaj hočeš, poveš, kaj zahtevaš in zdaj, če pa bodo drugi prizadeti, pač ne vem. V bistvu ne znam nekako dati nekaj konkretnega primera, ampak jaz levi verjamem, da si boste to znali sami interpretirati, ker vsak ima verjetno
vsak ima nekako drugačno situacijo in je potem težko najti nek primer, ki bi nekako zaobjel vse te možne scenarije, ki se lahko tukaj zgodijo. Dajmo pogledati zdaj drugi teden. Tukaj videti, da boste odhajali od nečesa, nekaj boste zapustili. Aha, v bistvu to je to, kar sem že prej rekla, ne, da bo v bistvu nek dogodek se bo zgodil, da boste pustili nekaj za sabo. In tukaj v drugem tednu je videti, da boste nekako že pripluli v neko mirnejšo situacijo. Zdaj tukaj mi je padel znak za vodnarje v oči, tako da ni nujno, da je to za vse leve, ampak če je kakšna oseba z vodnarjem, kakšna oseba, ki je v znamenju vodnarja, je lahko tukaj nekako pomembna za vaše življenje. Dajmo pogledati, kaj se bo dogajalo. Imamo karto kolo usode, petico kelihov obrnjeno in šestico, zaljubljenca obrnjeno. Aha. Zelo zanimivo. V drugem tednu, torej to bi bilo nekje okrog 7. do 8., 7., 8., 9. marec, se vam bo zgodil nek pomemben preobrat, nekaj, kar ne pričakujete in nekaj, kar bo marsikaj spremenilo. Zdaj tako, tukaj imamo dve karte za tem kolesom usode, ki sta obrnjeni narobe. In iz tega bi rekla, da nekateri levi boste ta dogodek si jemali čisto preveč k srcu in nekako ga interpretirali čisto narobe. Verjamem, da vi vsi, ki gledate te napovedi, boste nekako v prednosti, zato ker že nekako vidite, kaj se bo zgodilo, že lahko nekako predvidevate, ampak recimo nekateri levi bodo v bistvu se predali tem nekim izkušnjam, ki bo prišel na pot in namesto, da bi se v bistvu ne vem, tle vidim glavno neko žalost, tukaj se lahko nekaj, ne vem, nekaj se bo spremenilo, nekaj, na kar vi v glavnem ne morete vplivati. In zdaj imate dve možnosti, lahko obžalujete, da se je nekaj končalo, lahko, recimo ta je ta karta, ne, lahko obžalujete, da se je nekaj končalo, ampak če boste se preveč osredotočili na to, ne boste videli, da je v bistvu za vašim hrbtom oziroma v vaši bližini, da že obstaja nekaj pozitivnega. In če se ta karta govori tem, da če nekaj se osredotočate na to negativno in če se osredotočiš na to pozitivno, se v bistvu potem obrneš in ko se obrneš, vidiš, da je tukaj most, ki te pelje do tega gradu. Zdaj ta gospodič joče zato, ker pač on je obrnjen v to stran, ker so se ti kelihi polili in ne vidi možnosti, kako bi prišel do svojega cilja. Ampak če se osredotoči na pozitivno, bo takoj videl, da je tukaj most, ki ga lahko pripelje do tega njegovega cilja. In zdaj tako, pač eni levi boste na te okoliščine odreagirali zelo negativno in se boste osredotočili na to negativno plat vse situacije. Tisti levi, ki pa, kaj sem rekla, slučajno kozorogi, ne vem, upam, da ne. Tisti levi, ki pa boste pripravljeni pogledati na to pozitivno plat tega dogodka, pa vas čaka v bistvu nekaj lepega. Neka združitev. Tukaj je zelo možno, da boste v bistvu, če gre tukaj za neke partnerje, lahko se tukaj zgodi kakšna res lepa zveza. Prej sem omenjala vodnarja, tako da lahko da je celo z vodnarjem. To ni nujno, da je romantična zveza, lahko je prijateljska, poslovna, kakršnakoli, ampak to gre za neko sorodno dušo skoraj, torej tako neka res močna zveza. To je lahko tudi v bistvu zveza z neka situacija z vašo željo, torej združitev z neko vašo željo. Lahko je torej združitev z osebo, z željo, z čimkoli. Ok, dajmo pogledati lekcije tukaj. Imamo paža kelihov in dvojko mečev. Paži so nekako tako, imajo ful otroško energijo, zelo so kreativni in jaz bi tukaj rekla, da ta dogodek, ki se vam bo zgodil, da na njega pogledate, da poskusite pogledati, v bistvu vaša lekcija bo, da na ta dogodek pogledate pozitivno, ne glede na to, kakšen bo. Pač, jaz mislim, da ne bo to nekaj strašnega, jaz mislim, da to ne bo nek tak dogodek, ki vas bo v bistvu čisto spravo spira. Jaz mislim, da bo to pač nekaj, kar se zgodi in na to vedno lahko pogledaš pozitivno ali negativno. Ne vem, zdaj kakšen predlog bi dala, ampak nekako mi je padel na pamet primer recimo z avtom, da se ti, ne vem, pač ta kolo usode, se pelješ in se ti pokvari, ne. In zdaj lahko se osredotočiš na to, joj, spet imam razbit avto, spet imam probleme, spet imam to, spet imam ono. Lahko pa si rečeš, aha, okej,
Neka zanimiva priložnost, mislim, neka zanimiva situacija se mi je zgodila, na katero sam nisem imel vpliva, kam me bo to pripeljalo. In potem se ti recimo lahko zgodi, da se ob cesti ustavi nekdo, ki ti ponudi pomoč in na koncu se izkaže, da ta oseba, da ima zate neko pomembno sporočilo. Naprimer, ima neko, se zaklepetaš v pogovor in se malo spoznaš, tako par besed rečeš in pol na koncu ti reče, ja, jaz iščem nekoga, ki bi mi pomagal pri tem in tem projektu, ali pa spoznaš, da mogoče to tvoja sorodna duša oziroma nesorodna duša, ali pa lahko, da je bolj nek prijatelj, ki ti lahko pomaga, ali pa neka oseba, s katero se lahko razvije nekaj več. Tako da, v bistvu ta primer je bil ful dober, zdaj ugotavljam, ker to je res točno nekaj takega, na kar ne moreš vplivati, če se ti avto pokvari. In zdaj lahko se ti tam buniš ob cesti in vsakega, ki pride, pač si jezen in razmišljaš samo o tem, kako imaš zdaj en kup problemov zaradi tega avta. Lahko pa si rečeš, ok, tukaj se ustavlja ena prijetna oseba, da vidim, kaj mi ta oseba lahko ponudi. Lahko, da se ne zgodi tudi nič konkretnega s to osebo, ampak vam bo pol, ko boste razmišljali o tem dogodku, boste dobili kakšno idejo, ki vam bo pomagala v bistvu na nek način priti do nečesa boljšega. Zelo zanimivo. Ok, gremo pogledat, tretji teden imamo paža palic. Kar tukaj lahko v bistvu nakazuje točno na to neko osebo, ki se bo pojavila skupaj s tem dogodkom. Osebo ali neko situacijo, ki je nova, nekaj novega, svežega. Nekaj, kar vam bo v bistvu dalo ful neke motivacije, počutili se boste razigrane in avanturistične, nekako tako. Poglejmo, kaj se bo dogajalo. Imamo dvojko palic, imamo viteza novcev in imamo trojko palic. Torej, na nek način boste v bistvu tukaj razmišljali o tem, da bi stopili izven cone udobja. Če je to neka oseba oziroma ta dogodek, je videti, da vam bo dajal občutek neke stabilnosti ali pa imate nekje drugje nek občutek stabilnosti, ampak hoteli boste nekaj več, hoteli boste v bistvu raziskati še kakšno dodatno možnost glede te iste situacije. Ne bi rekla, da tukaj gre za kakšno drugo situacijo. In jaz mislim, da tisti levi, ki boste o tem razmišljali, ker tukaj imamo še vedno dve karti sta obrnjeni narobe. Se pravi, eni levi boste razmišljali o tem, da bi naredili nek korak izven cone udobja, drugi levi mogoče boste razmišljali, ampak boste to imeli bolj tako kot neko možnost za fantaziranje, ampak ne kot nekaj, kar bi mogoče, čemur bi se na koncu res podali, proti čemur bi se podali. Torej, tisti levi, ki boste tukaj nekako drznejši in boste pripravljeni na to, da bi stopili izven te cone udobja, vas takoj doleti neka lepa priložnost. Oziroma, recimo, če se vam pokvari avto in gledate na to pozitivno in recimo spoznate neko zanimivo osebo in razmišljate, mogoče pa bi jaz to osebo bi jo še kdaj kontaktirala, pa mogoče bi z njo še kaj poklepetala ali pa kaj takega. Zdaj, recimo, nekateri levi boste rekli, ne, to je bil kar en mimogrede, kar ena oseba, ne bom zdaj neki probal z njo vzpostaviti stik. Nekateri levi pa boste rekli, ja, to me pa veseli, ta ideja v meni vzbuja neke lepe občutke, zakaj pa ne. In boste stopili proti tej možnosti in potem se vam v bistvu že zgodi neka, recimo, dobite nek priliv za popravilo tega avta. V bistvu pride točno toliko denarja, da lahko ta avto mirno popravite brez kakršnihkoli problemov. Zato, ker kadar mi sledimo tem našim notranjim energijam, kadar nas neki tako vleče proti nečemu in kadar temu sledimo, nam pol življenje vedno pomaga. In življenje je recimo v tej situaciji ustvarilo, da se vam je pokvaril avto. In zdaj vam je to situacijo ustvaril z razlogom, recimo, da spoznate to osebo. In zdaj, če vi to prepoznate, tole lekcijo, in če rečete, to je to, vam bo življenje dalo nagrado, zato ker življenju ni bil point, da vam da vam pokvari avto. Življenju je bil point, da se vi spoznate s to osebo. In če vi to prepoznate, ta namig, pač pri vsakem levu bo spet nekaj drugače, to moram poudariti, ne bo se vsem avto pokvaril. Mogoče se ne bo nobenemu, to je samo primer, ok? Ampak ko življenje vidi, evo, ta je razumel moje znamenje in zdaj mu bom pač popravil avto in življenje ti da denar, da si lahko popraviš avto brez nobenih težav. Ampak si pa spoznal to osebo. In tisti levi, ki boste toliko pogumni, da boste šli v to,
Torej boste dobili neko finančno pomoč ali pa neko drugo pomoč, ki vam bo pomagala rešiti nek problem in s tem boste si hkrati odprli neko novo obzorje. Pripravljeni boste na ta korak in videli boste, da je pred vami neko lepo, prijetno obzorje, neka želja, da se vam lahko uresniči. Dajmo pogledati lekcije. Tukaj imamo viteza novcev ponovno in petico mečev. Ja, in to je v bistvu potrditev točno tega, kar sem rekla. Pomembno je, da greste ven izven te cone obdobja, da pokažete nekaj, mislim, da greste ven na svetlobo, torej da razsvetlite te vaše želje. In s tem, ko boste to naredili, boste tudi nekaj prijeli. Pomembno pa je, da se tukaj, da premagate vse te dvome in strahove. Recimo, če se vrnemo nazaj na oni primer, kot sem prej rekla, lahko nekateri levi rečete, ma ne, kaj bom zdaj tega človeka klical, ta človek se je pač samo ustavil, ker mi je hotel pomagati in zakaj bi ga zdaj obremenjeval s tem, da se on dobiva z mano, ker verjetno nima interesa. Pač to so vse napačna razmišljanja, napačno. Zato, ker če čutiš to željo v sebi, verjemi, da čuti tudi tista druga oseba. Tako pač je, ampak mi se tega ne zavedamo in to je ful žalostno v bistvu, da tega nekako ne znamo izkoristiti, ker v bistvu te občutki nas vedno peljejo proti nečemu boljšemu. Čeprav na prvi pogled mogoče tako ne izgleda. Ok, v 4. tednu imamo trojko kelihov. Aha, ok, tukaj imamo tudi trojko kelihov in v bistvu trojko novcev in tu smo prej govorili, da februar je bil nekako v tem, da v neki skupnosti 3 ljudi oziroma lahko da tudi v bistvu več ljudi ustvarite neko harmonijo in to se bo zgodilo potem v 4. tednu marca. Bo prišlo po mojem do te neke, to, kar ste gradili v februarju, bo dobilo neko končno podobo. Dajmo pogledati, kaj se bo dogajalo. Imamo kralja cesar, kraljico mečev in sedmico novcev. Ne vem, zdaj teh kart ne znam jih točno prebrati. To se mi je zgodilo isto pri kozorogu, ker smo na koncu, bom tukaj dodala še 3 dodatne karte. Nekako ni mi čisto jasna slika. Tukaj se vidi, da boste nekako sigurni v te vaše korake, nekako boste dobili to neko moč, da je bilo prav, kar se je zgodilo. Nekako me tukaj mede ta kraljica, ne vem, kaj točno hoče povedati. No, dajmo pogledati. Še enkrat. Ok. Jaz mislim, da... Ok. Ja, ok, se mi nekako postaja jasno. Tukaj v tem 4. tednu se vam lahko zgodi, pol, ko boste recimo stopili na to pot, tisti levi, ki boste seveda to naredili, se vam lahko zgodi, da bo prišlo, oziroma boste nekako spoznali, da ste s tem končali nekaj pomembnega, da ste prekinili nek vzorec. In tukaj boste dobili neko ful veliko moč, ki vam bo dala še več optimizma za naprej. Je pa videti, da boste v bistvu nekaj pozdravljali iz preteklosti. Nekaj iz preteklosti boste v bistvu spet pritegnili v svoje življenje. Ne vem, to mi čisto ni jasno. Ampak s tem, ko boste to pritegnili v življenje, se bo nekako porušilo vaše ravnovesje. Zdaj, ne vem. Ker tukaj imamo to karto pravice. To gre za neko ravnovesje, ko pride neka stvar, ko se razjasni neka resnica oziroma ko pride do neke pravice. Ne vem, može tudi, da tukaj je v bistvu tako zdaj odvisno od vseh levov, kako se boste odločili v tem 3. tednu, da zato je tako težko interpretirati karte, ker je tukaj res pač odvisno, kako pol zapelješ to svoje življenje. Ampak nekako... Nekako imam občutek, da boste v bistvu nekaj iz preteklosti sprejeli v svoje življenje. In to bo hkrati prineslo v vaše življenje neke dvome, ampak hkrati tudi, ne vem.
ne vem, zelo, dajmo še te karte, ker tukaj čutim, da je nekaj pomembnega za povedati, ampak nekako ne znam razbrati sporočila. Aha, okej. Ja, torej tukaj boste nekaj zaključevali, tukaj bo prihajalo do nekih zaključkov. Karta svet tukaj nakazuje na to, da je konec nekega ciklusa, se pravi, ta pravica tukaj, zdaj vem, zakaj je obrnjena, ne zato, ker bo prišlo nekaj, kar bo uničilo ravnovesje, ampak zato, ker enostavno pri vsakem levu bo, pač je odvisno, kako se boste, odzvali na te vse izkušnje, ki se vam bodo dogajale. In na neki način, če se boste odločili pravilno, se pravi, če boste izbrali to drznejšo odločitev, samo to bi še dodala, v bistvu, če imate v vaši rojstni karti, sploh če imate v znamenju Lune ali, mislim, v Luni ali v ascendentu znamenje Kozoroga, si poglejte tudi, napoved za Kozoroge, ker imajo zelo podobno napoved in vam lahko v bistvu, ponudi še kakšno dodatno razlago, da boste videli bolj, čisto sliko. Se pravi, tukaj imamo v bistvu, ta kraljica mečev na neki način pritegne v življenje neko izkušnjo iz preteklosti in jo potem tudi zaključi. In tukaj se gre v bistvu za zaključenje, zaključiš nekaj, kar se je vleklo in vleklo in vleklo. In s tem boste se tudi razbremenili, v bistvu nekih, stvari, ki vas omejujejo, da bi dosegli vaše cilje, ampak hkrati bo s tem dogodkom, prišlo na površje veliko nekih dvomov in strahov. Dajmo še lekcije pogledati. Evo, karta svet ponovno in šestica, mečev. Torej, vaša lekcija, ja, tukaj je, da to zaključite in da se potem podate naprej proti medni voda. Se pravi, da se odmaknete od teh nekih, konfliktnih situacij oziroma od teh nekih situacij, ki v vas povzročajo, ki vas na neki način, omejujejo in nekako vam vlivajo nepotreben strah. Se pravi, da se umakneš od situacij, ki ti vlivajo nepotreben strah. To pomeni, da če se ti odločiš za nek, recimo za nek drzen korak in potem ti prijatelji, družina ali karkoli ti govorijo, joj, ne, to, veš, kaj se to lahko zgodi, če to izpereš, ti reče Milas, to se bo na koncu slabo končalo. Poglej, kaj se je zgodilo onemu, poglej, kaj se je zgodilo onemu. In nekako ti dajejo te strahove po nepotrebnem, zato ker oni pač ne vejo, kaj imaš ti v srcu. Oni ne vejo, kaj so oni takrat imeli v srcu. Oni ne vejo, zakaj so takrat izbrali tako in zakaj se je takrat tako zgodilo. Tako da to so vse neki nesmiselni strahovi in vi se boste od tega nekako mogli umakniti in to zaključiti. Ja, tako da, to je to, levi. Zelo zanimiva napoved je bila to, jaz upam, da vam je bila jasna sploh ta zadnji teden. Dajte si priti še enkrat pogledati, tekom meseca, ne vem, jaz predlagam, da pridete na koncu vsakega tedna in pogledate eno napoved za en teden nazaj in za naslednji za prihajajoči teden. In tako pol nekako vidite in razmislite, si to interpretirate svojo situacijo in potem nekako lažje v bistvu, ugotavljate, kaj življenje od vas pričakuje v naslednjih korakih. Hvala, ker ste bili z mano. Če vam je bilo všeč, dajte mi kakšen like. In tukaj bi se rada tudi zahvalila vsem donatorjem, ki ste prispevali v ta kanal. Malo smo že uspeli izboljšati kvaliteto, nisem še tam, kjer bi si želela, ampak gremo korak po koraku, tako da, ja. Levi, se vidimo čez en mesec za novo napovedjo.